sem skoraj nemogočo nalogo, ne pa nemogoče. Najbolj zaželen avto tega leta pri volanu na socialnih omrežjih je Dacia Bigster. In dobil sem seveda nalogo, da ga stestiram na najboljši možen način. Preizkusiti moram zmogljivosti, nov hibridni pogon, udobje, podvozje. In sem se spomnil, da obstaja ena država, v kateri še nisem bil, pa ima baje zelo take zanimive ali pa zahtevne ceste. Pa so res? Ja, ampak ko prideš na takšno lokacijo, te tudi dolga pot do sem ne zmotke dost. Zdaj sem prevozil dobrih 1000 km, kjer sem naredil še manjši ovink na poti do svojega cilja. Poraba je odlična, 5,9 litra na 100 km, pa ga nisem nič paril, ne na avtocesti, ne na prelazih. Ampak zdaj sem verjetno tudi že malo bolj svita, kje bi lahko bil, a ne? Nekje, kjer imajo tudi Alpe, da se bom počutil kot doma. Ja, to so albanske Alpe. Bolj poznane kot Prokletije in kjer so tudi kakšne ceste kar preklete, ker so luknaste, ozke, stalno se je treba nekaj umikati, zato rabiš za 50 km skoraj 2 uri vožnje, ko se navoziš po glavnih državnih cestah, jasno. Svojo pot sem tako začel najbližje meji, na severu Albanije, kjer bom imel prvi postanek v mestecu Theth. Ker še nisem bil v Albaniji, so me seveda najprej zelo zanimale cene. Zdaj pa že lahko povem, da sem za takšno luštno hišo za goste, za sobo, za 2 osebi dal 50 € za ločitev z zajtrkom, zelo bogatim zajtrkom, fajn sokcom, pa lepim vremenom. To se bo dalo preživeti. Zdaj sem se navadil tudi na folk, so zelo prijazni in kar znajo angleško in pa seveda na ceste. Še dobro, da je Bigster fino oddaljen od tal in me pelje tudi po slabših podlagah. Tukaj v mestu je recimo cesta zelo slaba, pa kar potok so speljali po njej, da se ne praši preveč. So pa pred enim tednom tukaj porušili kar 100 črnih gradenj. Sem najprej mislil, da je bilo kakšno ful hudo neurje, ampak se je očitno nekdo spravil delati red in zdaj tukaj kup ruševin. Sem pa včeraj v navigaciji poiskal en hud lokal in nastavil, da me pelje tja, potem pa tole. Ampak je dovolj druge izbire. Mene pa zanimajo gore, evo. Ja, je lih fajn vroče, pa bo pa se malo hladiti. Bigster je idealen za mojo pot, ker je ravno prav velik. 4,55 metra je dolg, pa tudi malo ožji od povprečnega križanca razreda C-SUV, da se lažje umikaš drugim avtom. To pa zato, ker je narejen na isti osnovi kot Duster. Pa obenem to ne pomeni, da ni dovolj prostora, ker se noter čisto lepo znajdejo potniki in prtljaga. Sicer bi bil za takšno pot tudi Duster povsem dovolj, ampak zakaj pa ne bi imel še malo več prostora, če lahko, a ne? Sploh pa me je zanimalo, kako se obnese nov hibridni pogon in zaenkrat ga lahko pohvalim. Tako pri porabi kot pri vseh ostalih lastnostih je boljši kot stari z 1,6 litrskim motorjem, ampak bom več povedal čez kakšen teden, ko ga bom res že dobro preizkusil v vseh možnih situacijah. Tudi po tem terenu. Zdaj pa grem malo pretegniti noge, po tako dolgi poti pa se že spodob, a ne? Aha. Kjera stena, 800 metrov je visoka. Drugače pa Albanci niso ful nekih hudih hribolazci, nobenega nisem srečal tukaj, samo 2 Angleža, pa toliko hude gore imajo. Res je lepo. Tole je Maja E. Harapit, 2218 metrov je nadmorska višina, štartal sem pred tam spodi in nobenih markacij pa klinov, tako da se moraš malo znajti. Splača se pa res prideti sem gor. Nekaj časa sicer porabiš, tako da en dan bo šel za tale hribček. Drugače nam pa vedno ful režijo, posod, ko pridemo tujci, ne? Slovenci, vedno morate v gore. Tako, kaj je z nami. Ampak lej, nam je to všeč. Zdaj pa sem še dol. Večerja. Ni toliko pocen, kot sem si mislil, čeprav je to res ful turističen kraj, ampak za 2 osebi bom tukaj dal okoli 40 €.
Je pa ful dober, take lokalne zadeve, recimo lokalna plošča z burekom, pa tukaj zelenjavco, sadjem, tudi vmes pa sirom lokalnim, potem teletine s sirom in feferonom v omaki, pa domače klobase, tudi z neko omakco, pa seveda še lokalno pivo, tako da bo. Sam posreč pa še ne znajo preveč dobro. Naročim predjed in glavni jedi, pa najprej dobim glavni, na koncu pa še ta hladno. Tukaj se mora še malo naučiti, ker okuse pa že zdaj obvladajo. Grem naprej, testiranje avtov ni hec, zdaj treba spet po teh sicer krasnih, ampak ozkih cesticah nazaj do Skadarja, potem pa na jug. Tukaj se peljem po kar lepem kanjonu, kjer so krasni razgledi na pokrajino, ki so jo oblikovali ledeniki. Itak. In zato se splača tudi kje ustaviti, recimo pri največji znamenitosti tega narodnega parka, to je krasni slap Grunas. Čeprav meni je bilo pa še bolj všeč v bistvu Modro oko, tam sem se tudi kopal, je pa zelo mrzla voda, tako kakor pri nas pri izviru Soče, tako da ampak pa še pri tej vročini na Balkanu, ki je skozi med 30 in 40 stopinj. Pa če sem se trudil, da vse skupaj čim lepši izgleda na posnetkih, no, ob 11 je že tako da čim prej na ogled. Ja, nič. Še 2 ovinka, levi in desni, pa sem že čez 5 ur v Beratu. No, v resnici sem rabil 6 ur, ker imajo celo 25 km avtoceste pretirano, potem pa skozi neke dvopasovnice, pa lokalne ceste, predvsem pa ful veliko gužve. Ampak v Beratu sem se ustavil zato, ker mi je že povedal, da je tam gor ful hud grad, pa ful ogromna albanska zastava. Se lepo zgleda, všeč mi je tudi tole staro mestno jedro, en delček je celo pod UNESCO zaščito. Najbolj mi je pa zanimivo, da tukaj že stoletja skupaj živijo kristjani pa muslimani, pa čist okej shajajo. Nočitev z zajtrkom, 50 €, parking imam pa tamle mačka nižji, ker z avto ne morem gor prijeti, je prav skopa, previsok. Ja. Seveda pa sem šel v to malo mestece zato, da vidim, kako se največja dačija obnese v ozkih ulicah. Čist okej, to pa zato, ker ima hibridni pogon in samodejni menjalnik. Samo pri tem pogonu je lahko in ga seveda priporočam, ker bo vožnja bistveno bolj enostavna, sploh med speljevanji pa na klancih. Ja, zdaj pa proti obali, to je noro, kako je vroče, tukaj piše, da je 47 stopinj. Vse je par manj, ampak žal sta to huda vročina in suša krivi tudi za hude požare. Sem ravno prej enega videl na poti proti jugu. Pa moram se popraviti. Tudi pred Vlore je nekaj malega avtoceste, sicer omejitev 110, ampak gre lepo, medtem ko južno od Vlore je pa totalno huda cesta. Čist nova, lepo speljana nad obalo. Do mojega naslednjega cilja je sicer po novem speljan še 6-kilometrski tunel, ki zelo skrajša pot, ampak mi obožujemo prelaze in ta je eden najlepših. Poglejte to, kako lepo se odpre pogled na albansko riviero. Totalno hud razgled, tudi cesta ni slaba, je očitno lepo, pa redno vzdrževana, ovinki so krasni, vozniki težko bolj uživamo tukaj. Je pa veter na tem delu toliko močan, da kumi stojiš primer. To zna biti za motoriste kar malo nerodno. Mene pa prav nič ne moti tukaj v Bixterju. Sam večino časa, ko nisem na avtocesti, vozim kar v načinu B kot brake, da malo bolj zavira, ko spustim pedal za plin in polni hibridno baterijo. Se pa takole po klancu dol hiter nazaj na poln. V takšnih primerih bi si pa želel, da bi bila malo večja, ker lepo zavira sam, ko se baterija na poln, pa se pač vklop še bencinski motor in zavira z njim, da ne skuraš zavor. Všeč mi je, kako so pri Daci popravili tale občutek na volanu. Včasih res ni bil dober, to danes pa je že čisto podobno, mogoče celo bolje od povprečja v razredu. Dejansko se ne pelje slabo niti po toliko vinkasti cesti. Evo, svoj cilj zdaj že vidim, to bo to za danes, ko mi čakam, da se vržem v Jonsko morje. Jep, zdaj sem pa že mimo meje, dokler je Jadransko. Kar lep kraj. Dermi se imenuje in imajo krasne plaže s takimi majhnimi kamenčki. Ni pa pocen, to pa res ne. Tukaj sem dal za nočitev z res dobrim in obilnim zajtrkom 130 € na noč. Lahko bilo sicer mečkant snej, če bi tam gor, ampak pa bi ful daleč do plaže. Tukaj imam pa razgled na morje, pa na cesto. Zdaj se pa še enkrat v vodo vršt, potem grem pa nazaj v notranjost države, ker je tukaj premrzlo, je samo 36 stopinj, tam jih je pa 40. Kopalkice.
Sam teče z mene. No, na poti do mesta Girocaster, kot mu rečejo Albanci, je bil še hujši požar in izvedel sem, da kmetje in pastirji namenoma požigajo rastje, da potem zraste trava. Ampak ko vidiš, kakšno škodo naredijo in da ne govorimo o smradu ob obali, ker itak vse nostja, je pa grozen. Škoda, pa tako lepo naravo imajo. Pa mesta v bistvu tudi. Zdaj sem v starem delu mesta Girocaster, ki je zaradi svojih ulic in stavb iz časa Otomanskega cesarstva tudi pod UNESCOvo zaščito. Najbolj bizarno pa je, da se lahko tukaj voziš. Sicer je zelo strmo, ponekod ful osko, zelo drseča podlaga in na teh kamnih, tako da vožnja ni raven nek hud užitek, je pa zanimivo, če vam je to všeč. Tukaj v starem delu je ful turistov, kar je logično. Jaz sem pa spal 15 minut peš stran in je bilo top. 35 € za 2 z zajtrkom z razgledom na grad. Noro. Ja, grad, ful hud, velik, že leta 700 so začeli graditi tam utrdbe, potem ga pa seveda nadgrajevali, rokodelci so se v zadnjem stoletju preselili sicer izven obzidja, ampak vsekakor je vreden ogleda. Zdaj pa spet rabim malo svežitve od vsega tega kamna. Bizarne temperature kaže tale termometer v avtu. Da je res vroče, vidim tudi potem, da moram dati telefon včasih prav hladiti sem noter v hladilnik. Če vklopljen Android avto se segreva, če ga zraven še polnemu pa itak zakuha. Hladilnik je sicer ful fajn, ker pri 42 stopinjah zunaj rabiš tudi malo sveže pijače, a ne? No, strešenega okna pa raven zato jaz ne bi imel, ker imam stalno zasenčeno. Čeprav otrokom je pa raven to všeč, da lahko gledajo ven, ko pada dež, recimo. Kot sopotnika me moti tudi, da nima temne stropne ročice, ker se včasih fajn paret, ko so kakšni ovinki in tukaj je seveda vse polhan. So mi pa bizarne, v bistvu totalno neumne omejitve, tudi tako neumno postavljeni znaki, najprej 20 in potem zraven 40, kot bi nekdo nastrelil znake, ki nimajo smisla. Tudi 20 na uro, ne? Če bi se jaz peljal toliko počas, bi domačini ponoreli. No, zdaj sem pa že v dolini zadnje velike divje reke v Evropi. Takole, z ceste se navid velik, ko poletiš med pticami in vidiš celo sliko, ti je pa jasno, koliko lepo je. Reka Vjosa je to in ker je človek še ni uničil z raznimi hidroelektrarnami in podobnim, je pravi raj za ljubitelje narave, sploh pa raftinga. Jep, točno zato sem jaz prišel sem, da sem se malo svežil in zadevo zelo priporočam. V tem času je vode bolj malo, zato ni neke hude nevarnosti niti za tiste, ki niste toliko pogumni, vodiči pa potem za še več zabave poskrbijo z borbami med čolni. Res cool, pa še skopaš se lahko. Jaz sem zdaj tako lepo frišen. No, cesta ob reki je pa tudi super, veliko ovinkov, mostov, ki so sicer zelo ozki, ampak je zanimivo, ko takole raziskuješ deželo in se ti odpira pogled na globoko sotesko Vjose. Novo jutro, nov zajtrk in zadnji postank. Tukaj je pa spanje res pocen. 33 € za 2 osebi, nočitev zajtrkom res ni hudo. Tudi jedli boste lahko fajn tamle v mestu, pa še dobro je, tako da se splača ostati tudi v mestu per med. Spet se je zabavno voziti po teh ozkih ulicah, kjer še enkrat povem, da je malenkost ožji Bigster celo prednosti pred ostalimi križanci iz razreda C-SUV, sploh, ko se moraš takole na hitro obrniti, kakor jaz, ko sem šel seveda eno ulico predaleč. No, zdaj tudi že lahko povem, da vam bo hibrid zelo všeč, čeprav motor včasih majčkeno razglašena ropota, ampak v večini primerov bo vožnja zelo prijetna. Na odprtem pa sploh, tudi občutek na zavori je v redu, čeprav je sam zelo malo uporabljam, večino zaviranja oprav tukaj le kar regeneracija, ker vozim v B. Tukaj je atmosferski bencinski motor po novem 1,8 litrski in ves navor ponudi že pri 1630 vrtljajih, zato zelo lepo vleče v kombinaciji z elektromotorjem. Hybrid 155 se imenuje ta različica, to pomeni približno 155 konjev. In tudi podvoz je dobro nastavljeno, sedeži so v tem primeru boljši, ker imajo celo nastavljivo ledveno oporo in za Dacio prvič tudi električni pomik, ja? Pa dvopodročno klimo, da se boste lažje borili s to vročino.
In ravno zato sem se na koncu pred soncem umaknil v kanjon Langarica, ena najlepših stvari, ki sem jih videl. Totalno hudo, ko lahko takole hodiš po njem, ker je zdaj vodostaj tako nizek, ker je jasno, da mora biti v deževni dobi glede na stene zelo visok. Ne bi bil takrat noter, zdaj pa si vzemite en dan samo za to, se res plača. Tudi za otroki bo šlo, če boste primerno obuti. Zaključujem pa ob Vjosi. Tokrat ne s čovnom, ampak kar z biksterjem. Zdaj pa res že fajn umazano z vseh teh cest, dežja pa žal nisem imela, da bi ga vsaj malo prali. Ima pa zanimivo delno reciklirano plastiko, Starkel se imenuje in ima takšne mehne pikce noter, da bi se to videli, sam zdaj se ne, ker je preveč umazan. Pa v takšni deželi zelo prav pride, da je bikster toliko oddaljen od tal. Pa seveda, da ima zelo velik prtljažnik. Do 702 litre lahko mer, čeprav pri meni malo manj, ker imam noter še rezervno gumo. Pa seveda ogromno prtljage, za tega pa ne bi kazal kaj preveč, ker je ful razmetano. V glavnem, na koncu poraba 6 litrov, kar je še vedno super. Me pa zdaj do doma čaka 14 ur vožnje, kar pa ni toliko super. Gre za to še malo uživati v razgledu. Sedemnajst ur je na koncu trajala vožnja, skoraj 3000 km sem prevozil vse skupaj, poprečna poraba pa na koncu 5,8 litra. Super, ne? Je pa res, da sem se kar veliko časa vozil dokaj počas, pod 100 na uro, ker itak ne moreš hitrej, je pa tudi res, da je bilo veliko prelazov, zato rezultat v bistvu ni slab. Boljši kot lani v Grčiji, ko je bila poraba z joggerjem s starim hibridnim pogonom skoraj liter večja. Je pa res, da je bilo več avtoceste in še strešni šotor, tako da ne, ni tako dobra primerjava. Bikster je avto, ki stopa v zelo velike čevlje, ker nastopa v segmentu, kjer je konkurenca zelo huda. V Evropi se vsako leto proda skoraj 3 milijone vozil v tem segmentu. In ko je Dacia prvič predstavila ta avto, so takoj opozorili, da se je od leta 2019 povprečna cena avta v tem segmentu povečala za 9 jurjev. In potem je takoj nastala vrzel, ker skoraj ni več avta, ki bi bil pod 30 jurjev, ne? In zato verjamejo v tak uspeh. In kar verjamem, ker je zanj tudi zelo veliko zanimanja. Moj nasvet, če ne potrebujete 4-kolesnega pogona, je hibrid super. 115 kW je sistemska moč, kar je čisto dovolj, ker avto tudi ni težek, pod 1,5 tona tehta prazen, zato do 100 na uro pospeši v 9,7 sekunde. Zdaj, ko sem ga lepo sčistil, lahko končno tudi pokažem, kako prostoren je in da se da tudi zadnji normalno sedeti. V resnici je dolg 4,57 metra, na začetku moje reportaže sem majčkeno zaokrožil navzdol, pa mogoče je za koga še bolj pomembno, da je od tal oddaljen že kar terenskih 22 cm, zato nisem nikjer nasedel, pa sem se vozil tudi po takšnih cestah, kjer me ne bi več našel, če bi se karkoli zgodil. Pa če se le da ne izbrati teh sedežnih prevlek, ker sem se jaz na njih toliko potil, da res ni bilo za na kamero. Oziroma, da je to vsaj brisačo čez, če že mora biti. Malo me moti tudi ta cenjena plastika, ki je prav posod trda in mene začne tole fajn žult, ko se dolg vozim, ker včasih pa pač moram malo roko počivati. Ne? Res bi lahko dodali še kakšno mehko oblogo, vsaj tukaj na zgornjem delu vrat, pa tudi zaškripa kakšen del včasih, ko je vse fajn pregret. Kot celota pa super. Brez večjih zamer, ker je prijeten zapeljati, dovolj udoben, ful dobro izgleda, prostoren, varčen. Dacia res dobro upravlja svoje veliko delo z biksterjem.